Ja, prav je, da rečemo, da smo izredno navdušeni, da smo odkrili novo strukturno družino. Dejansko gre za področje deoksiribonukleinske kisline kot molekule življenja, kjer je zapis, pa seveda tudi pomemben del, kakšni bomo, kakšen bo organizem, seveda tudi človek. No in nama je uspel, kolega Kocman, to je njegovo doktorsko delo, je uspel odkriti ena zaporedja, ki smo jih identificirali, pa so tesno povezana z avtizmom, z rakavimi obolenji, razvojem kosti in hrbstancev, da se pojavljajo ponovitve, ki jih imenujemo AGCGA. To so črke nukleotidnega zaporedja. In posebej zanimivo pa to, da stvorijo res strukturo, ki do zdaj nihče ni opisal. In to je verjetno izjemnost dosežka. Prej so bile poznane samo dve, torej 4 vijačne družine, recimo pač to je v bistvu tako, da bi se dvojna vijačica pripognala samo v sebe, en način, kako dobiš, ki se mi reče G kvadrupleksi in I motivi. No in so imajo določene značilnosti, mi smo pa še dodali družino, ki smo jo poimenovali AGCA kvadrupleksi, ki je pa zelo različna v bistvu, kako se oblikuje, kako se te 4 vijačnice povežejo med sabo in kakšne strukturni elementi, kako so odvisni od ionov in pH-jev. Ja, lejte, to se da kar enostavno razložiti. To je en modelček, take 4-vijačne strukture, se pravi, DNA je ponavadi dvojna vijačnica, kjer se pari, ta je pa 4. In že po obliki vidimo, da je to precej drugače. Se pravi, vse molekule, ponavadi mislimo na to, na proteine, encime, kakšne funkcije pravi, bojo seveda en takle, pa rečemo, zidak prepoznali drugače, kot eno lestev. In v tem vidimo, da je možnost, zdaj, verjemite pa, da področje se je nekje začelo v 80-ih letih, ko so povezali krajšanje naših telomernih zaporedij s staranjem, s pojavom raka. Se pravi, področje je zelo živo in tudi industrija ima velik interes, da bi take modele uporabljala za razvoj zdravil. In to je verjetno tisti velik motiv, ponavadi pač finančni interes, je tisti, brez katerega take vrste raziskav pač ne moramo delati. Ti omogočajo po eni strani neko racionalizacijo odkriti, po drugega pa, če poznate detajle, je ta zanka tako in ne bi z detajli, seveda veste, kaj pa moram narediti, da bo ena molekula se tukaj noter umestila. Se pravi, ne, da v neko črno škatlo nekaj naredimo in gledamo sprejemo, ampak da detajle te škatle poznamo in lahko jih tudi razložimo in razumemo. In seveda najbolj važno napovemo, ker če napovemo, razumemo funkcijo, znamo pol tudi s procesom intervenirati. To so ista družina, ne? To je kvadrupleks družina. Edino, kaj se na prvi pogled vidi, isto je, da imajo to jedro. No? Ta družina ima veliko, do zdaj rečemo 46 članov, lahko rečemo. Ne vemo še, kako izgledajo, ampak vemo, da so tam. Kako pa izgleda, vemo pa samo do zdaj za 4 člane. Upamo, če hočemo, da se bo uporabljali daj v medicinskem, da bi bile čim bolj različne, ker če so čim bolj različne, bomo lahko razlike ciljamo, ne ciljamo enako, ker če ciljamo eno, pa bi cel družino, zdaj pa nočemo vse gene izklopiti. To je zdaj zelo preprosto rečeno, ampak osnovna ideja je, da bi radi res še dalje bolj specifično ciljali. Ja, lahko si mislite, da je tak dosežek tako, kot da se eno veliko zmago naredil ali pa se splezal na en velik hrib in zdaj so se odprli novi horizonti. Že razmišljamo, kam naprej. Nam to omogoča vpogled v zelo take fundamentalne, osnovne lastnosti DNK. Odkritje seveda omogoča uporabo in to nam je zanimivo in pomembno za človeštvo, ampak omogoča pa tudi ta osnovno razumevanje strukture DNK. In morate mi verjeti, da osnovno razumevanje je v zelo tesni zvezi z nadaljnimi raziskavami, z nadaljnimi pomembnimi odkritji.